delničarji so zahtevali na redni skupščini izredno revizijo. Po zakonu seveda je delničarjem, ki so to revizijo zahtevali, bilo potrebno tudi posredovati sledke in sklicati skupščino. Sicer sama revizija obravnava več točk, ampak najbolj obremenjujoča je pač ta točka, ki obravnava rusko investicijo v Čehovu. Revizija kaže na to, da je bila ta naložba izpeljana neprofesionalno, da je bila tukaj povzročena poslovna škoda Intereuropi. Nedvomno je, da je šlo za izrabo ali pa prekoračitev pooblastil uprave v tistem delu, ko je seveda širila in podpisovala pogodbe za to investicijo brez predhodnega mnenja in stališč oziroma sklepov nadzornega sveta. Uprava je podala svoj predlog, da se sprožijo postopki proti organom upravljanja in nadzora, se pravi ali nadzora, se pravi v tem trenutku je težko govoriti, proti komu bo natančno vložena tožba. Na današnji skupščini pa je bil sprejet sklep, da se vloži tožba proti organom vodenja in nadzora. Vsekakor gre za pomembno skupščino, predvsem z vidika sprejetih sklepov, ki gredo v smer odškodninske tožbe same družbe zoper upravo in nadzorni svet, kar je bilo z današnjim nasprotnim predlogom, ki smo ga tudi v združenju podprli, sprejeto. Gre za prvi takšen primer v slovenskem prostoru in vsekakor bo tudi njegov razplet pomemben za preostale tovrstne primere, kjer dejansko kaže izpostaviti dejstvo, da se doslej očitno tako uprave kot nadzorniki družb niso zavedali odgovornosti. V prvi vrsti namreč je upravljanje tega dela odgovornost. Prepogosto se je to obravnavalo kot neka boniteta. Mislim, da so tudi z današnjo skupščino brez nadaljnjega prišli časi, ko je postalo jasno, da je upravljanje nadzora v družbi odgovorno, resno, zahtevno delo in zato toliko bolj pomembna tudi avtonomnost pri odločanju in naša prizadevanja, ki gre v smer tega, da bi tudi skozi predstavnike malih delničarjev v nadzornih svetih to še izdatneje zagotovili.